Torej, na Škofijski klasični gimnaziji se tako posvečamo kot tistim, ki obožujejo znanost, pa tudi se znamo posvečati tistim, ki so ljubitelji besedne umetnosti, tako da smo se tudi danes s tem namenom tukaj zbrali. In ne vem, bi nam lahko razložili, kako se dijaki lahko udejanijo na Škofijski klasični gimnaziji, če so ljubitelji, se pravi, poezije, se radi zatekajo v svet knjig. Ja, literatura je pri nas zelo živa in kot prvi dokaz bo že kar nekaj pesnic nam to tudi povedalo. Otrok septembra sem. Nežno proseč sonce naj ostane še malo in prepričujoč samega sebe, da lahko žarki že enega mehkega dne nasitijo pogoltno zimo, odkupijo zapravljeno poletje. Otrok septembra sem, rojen slovo, ki to v resnici še ni, a z brezozorčnimi kriki vsakega padlega lista teka pred seboj in svari, da prihaja. Otrok septembra sem, melanholijo imam s krvavimi nitmi všito v steno duše in zavedno me bo strah, da ugašajoče poletje zame ni nikoli zares vzplamtelo. Otrok septembra sem, preobčutljiv, da bi se predolgo nastavljal julijskemu soncu in prežareč, da bi se spočil v zaplatah februarskega snega. Sem pač otrok septembra, septembrski otrok. In zavečno bom pel uspavanko žarečih barv sletni minljivosti, ki jo pestujem na srcu. Spomini. Zajamem vso tišino, da bi preglasila šumenje v glavi prazno. Spomini se cedijo skozi luknjice muljave spominske škatle, v kapljicah padajo navzdol. Utirajo si pot po koži, bežijo, besno jih lovim z mrežo za metulje. Dlani so umazane, od tisočih barv gosenic, metuljev in sadu spoznanja. Ko jim dopustim zlesti do vršičkov prsnih blazinic in vanje izdihnem odvezo, odprejo napisana krilca. Takrat poletijo v nebo odpuščanja. Oblaki. Nevihta tolče na svoj boben kakor virtuoz. Opne drhti od mraza. Cesta vztrajno prihaja naproti, nikoli ne pride do smerokaza. Ugasnite strele, ugasnite luči, zatisnem oči, zatisnem ušesa. Veter poskuša zašiti scefrana drevesa. Mama kliče pobeglo listje svoje otroke, da ga varno skrije v roke. Bliskavice fotoaparata trgajo oblake, kakor koščke papirja. Le tedaj niso več tako ponosni, ko postanejo slika, ujeta v okove okvirja. Sedim med travnimi bilkami, ki božajo mi golo kožo. Hrošč mi leze čez prste. Pletem venček iz marjetic, ena čez eno, čez drugo. Smeji se mi, ko se mi pretrgajo. Vzamem novo. Pada med prste in bilke in hrošče. Svet se ustavi. Svet je v jeseni. Mrtvo je listje pred mrzlim očesom. Prehitro, preživo sam stopa korak. Polagoma leva stran utaplja se mrak, škripljajo kamni pod težkim telesom. Utrujeno zvija sedim z groznim plesom, ostudnega vonja postaranjen zrak. Klepeče se trudi postati korak, še zadnji izgubljeni otrok pod drevesom. Vse že odpade, le veter šepeče. Če s tihim ponosom odpre zdaj oko, slišal zaprte cvetlice boš speče. Zaslutil, kako skozi steblo krhko, zraslo spet močno drevo bo dehteče, ne vedel ne boš, da bilo je šibko. I am like an open book, 1,000 stories, but none of them are quite mine. Pages written in memories, but whenever I try to read them, the words tangle like a vine, trying to reach the sun, but in the process, killing the tree.
The chapters written in unimaginable detail, yet no matter how many times I read them, only a portion stays in my brain. A portion that you would grade with an F, and I'll blame it on me. Tell myself that it's my fault for being broken and not being able to do a simple task. A simple task such as this memory. But tell me, how am I supposed to remember all this literature, equations, and words if I cannot even remember myself? And I'm done blaming myself, forcing myself to keep quiet when all those nasty remarks flow my way, even though they feel like sharpened knives piercing my skin, hitting my head and yelling at my brain to concentrate. For once. Please. But it can't, as it is swirled with thoughts and voices, never stopping stories and memories which I really try to, but I'm never able to quite reach. And I know I can make it go silent, I know. But tell me now, is it worth losing what is left of me to please you, society? Kje pa se lahko dijaki tudi sami preizkusijo v pisanju pesmi oziroma se udejanijo, da bi pokazali svoj rezultat, mogoče svoj izdelek? Če bi ti Eli malo o tem, Ja, v literarnem krožku se dobivamo vsak teden, kjer se pogovarjamo o literaturi, o literarnem ustvarjanju in veliko izvemo in se veliko naučimo, predvsem zato, ker je naša mentorica, pisateljica in avtorica Male vadnice in Male slovnice, profesorica Mateja Gomboc. In pogosto nas tudi obiščajo razni gostje, ki so priznani, zanimivi iz Slovenije in iz tujine. Se spomnite kakšnega primera, profesorica? Ja, smo imeli kar že precej literarnih delavnic, pri domačih vajah. In zanimivo je tudi to, da mnogi med njimi so zdaj v slovenskem prostoru zelo priznani, so pa išli iz domačih vaj, to od lani navzdol in že dosegajo v slovenskem kulturnem prostoru velike uspehe. Mogoče bi par besed povedala vam, kako so se z domače vaje sploh začele. A to poznate, vidite? Sploh? Jaz sama še nisem nič prispevala, k tem bi pa z veseljem slišala, kako je prišlo do tega. Ja, seveda. No, zagotovo ste že slišali za vajence. Simon Jenko je sredi 19. stoletja, oziroma v drugi polovici 19. stoletja, skupaj s sošolci skrivaj ustvarjal v slovenščini. Skrivaj so imeli tako skrivno društvo, literarno, in so temu rekli vaje, ker so menili, da je tisto, kar oni ustvarjalo, zgolj poskus literature. In to se je vršilo v dijaškem domu v Alojziješču, ko pa se je leta 1905 osnovala Škofijska klasična gimnazija, so tudi takratni dijaki potegnili pravzaprav to dediščino teh vaj in ustanovili literarno društvo, katerega ustvarjalnost se je kazala v domačih vajah. Zdaj, zakaj domače vaje, nič več domače? Zato, ker je Škofijska klasična gimnazija bila leta 1905 prva slovenska gimnazija s slovenskim učnim jezikom. In zato se ni bilo več treba nič skrivati, nič več doma ustvarjati, pač pa so domače vaje postale javne pravzaprav in beseda, slovenska beseda, klena in vsem pojavna. Na to smo ponosni. Poleg tega smo ponosni tudi na to, da je v predvojnih domačih vajah v njih ustvarjalo in se urilo veliko mladih dijakov, ki so zdaj priznani pisatelji, pesniki, prevajalci, dramatiki, dramaturgi in tako naprej. Tako kot dan danes, pravzaprav še vedno prihaja do tega, da v domačih vajah se urijo v dijaških krogih dijaki, ki ljubijo literaturo, imajo potem priložnost na literarnih delavnicah spoznati, kaj je dobro, kaj ne, si brusiti jezik in tako naprej in nadaljujejo potem ustvarjalnost v slovenski prostor. Take delavnice smo že imeli, Torej imajo domače vaje neko čudovito preteklost. Ampak kaj pravzaprav sploh so te domače vaje, o katerih govorimo? To je literarni zbornik Škofijske klasične gimnazije,
v katerem so zbrana literarna dela naših dijakov, ki jih pošljajo čez celo leto, jih pošiljajo. In to je lahko dramatika, poezija in proza, pa tudi kakšen zanimiv intervju. Vse mogoče najdete not. Tako, ja, imamo v vsakih domačih vajah imamo tudi intervju s kakšnim znanim ustvarjalcem. V zadnjih imamo s pisateljem Tadejem Golobom, v prejšnjih domačih vajah ob 70-letnici celo intervju s pisateljem Dragom Jančarjem in tako se je nabralo skozi leta že kar veliko intervjujev. No, imamo pa tudi iz vsakega razreda poslanca, ki nam pošilja literarne prispevke na domače vaje, tako da potem naredimo tudi mi, vajevci, izbor najboljših in jih potem objavimo v domačih vajah. Ja, ravno to sem želela vprašati. Kako se lahko dijak dokoplje do tega, da njegovo delo pristane v domačih vajah? To je zelo dobro vprašanje. Torej, mi, vajevci, imamo svoj e-naslov, na katerega dijaki lahko poljubno pošiljate svoje prispevke. Je pa, kot sem že prej povedala, v vsakem razredu tudi en predstavnik, ki mu mi rečemo ambasador in ta pozorno opazuje, kako se kakšno literarno delo objavi v razrednem stenskem časopisu in to potem naredi izbor in pošlje na naš e-naslov. Potem pa mi, vajevci, vse to pregledamo in včasih tudi kaj izločimo, včasih to večino pa tudi preverimo in ohranimo, da pride v konkreten izbor. Lahko pa tudi vi, dijaki, to kar naravnost pošiljate brez ambasadorja in sicer na naš naslov domace.vaje@gmail.com, ker namreč zelo pomembno je, da literarna ustvarjalnost ne ostane zaprta v predalu, ampak da jo damo ven, da preverimo, kako bo sprejeta. In zdaj lahko prisluhnemo tudi naslednjemu sklopu poezije, ki ni ostala v predalu, ampak so jo dijaki napisali in objavili. V imenu vasi. Besedo in knjigo bi odklonila in se vrnila v gozd. Vedenje zamenjala za spretnost, da ne bi zašla. Predvsem bi se pogajala, da se pri Stamorčaku ne bi bala biti sama. Da se ne bi oklepala telefona v žepu. Kaj ti lahko zablodim, lahko sem zaide zver, lahko poniknem v temnih gozdovih Benečije. Obleko bi površno odložila na nikoli ljubljeni kamen. Nazadnje bi snela prstan. Negovana stopala bi potopila v mrzel potok in brodila po njem, ne ozirajoč se za lastno tujostjo. V imenu vasi bi se opravičila gozdu. Solze. Žalostno sem klopčič zvita. Čakam, a jih od nikoder ni. Mogoče se že komu svita, koga čakam. Solze. Nekaj pustega je v srcu mojem. Čakam, da na dan privre. Potreben bi bil le objem, da pojavijo se solze. Da tu mi čudežno nameni svoj nasmeh in srce preplavi mi vročina. Ujete zdaj so v moj pogled solze sreče. Danes sem sedel v cerkvi na drugem sedežu kot ponavadi, ker sem bil sam s tatijem, sva govorila o tem, da bi on hotel biti ate, če mu mama pustila si mi vrečko in reka, da je ne rabiš. Ko sem se vrnil, ležala, kakor si odložila si knjigo in se zazrla skozi okno v meglo, je veter razpihal in kaj kmalu je postalo hladneje, kot je posoda ohlajena, boljši sladoled bo pripravljen na obhajilo, sem vstal in se kot zadnjič postavil, tokrat zadnji v vrsto. Nočem obrniti strani. Temno ozračje, kljub svetlim očem,
solze na obrazu, nič več ne vem. Je resnica, je laž, vse to med nama, ogenj ali voda, sem na bojišču spet sama. Boli me in jočem, skrivam to čustvo. Je vendarle prav, da drugim prikrivam, je vendarle prav, da pred tabo vse skrivam. Ker nočem stopiti koraka naprej, pozabiti vse, obrniti to stran. Ostajam. Ostati želim in vendar ne hitim. Saj zgodba ni še končana. In s tabo želim biti prebrana. Dan postane noč in spet se znajdeš v paradižnikovi brozgi. Iz nje ne znaš izplavati. Končaš kot muha, ki si v krožniku že postavil grob. In tableta za tableto, da zaspiš. In upaš, da zaspiš zavedno. Ležim v kotu kopalnice, katere strop krasi luknja, iz katere izteka potok solza. Zvita v pozicijo embrija v posteljici iščem varnost, zavetje pred katastrofo, ki mi je ob 4 popoldne porušila svet. Raztrgala goltanec, razrila meso, razrezala ostanke srca. Roka je v mučnem poskusu stegnila prste, da bi dosegla kisikovo masko. A preluknjena pljuča se morajo naučiti dihati sama. Je vztrajanje vedno produkt intelektualcev, hlepečih ljudi, ki jih ideali ženejo čez rožnata polja, sreče. Za grmom rožnatih vrtnic jih čaka mesar, v podobi tistega, ki je vztrajanje vzklil. Ko seže po hrbtenjači, pristaneš na invalidskem vozičku. Idealov ne izgubiš. Je vztrajanje vedno produkt intelektualcev ali maska bedaka? Dejstvo je, da zelo veliko mladih piše. Zelo veliko seveda poezije, ne? In se nekako bojijo, kaj bi bilo, če bi bilo to objavljeno. To je samo za intimno, zasebno rabo, ne? Ampak to predati ven, iz tistega predala vzeti in predati javnosti, pomeni, da si tudi ti del tega našega kulturnega prostora in da si pripravljen tudi na ta izziv in odprt tudi za kritiko, a ne Eli. Točno tako, tudi delavnice iz literarne kritike potekajo pri nas, kjer se veliko naučimo zanimivega in znamo kritizirati, dobro kritizirati. Dobro kritizirati, ja. Pametno kritizirati, utemeljeno, ne? Kar je pravzaprav po svoje koristno tudi za znanje pisanja eseja, ne? Ja, ker tam je treba znati razlagati, utemeljevati, argumentirati in tako naprej, ne? Tako da drži to. Drugače pa so tudi zelo lepo obiskovani naši literarni popoldnevi, ki jih prirejamo v knjižnici Po pouku. In morda bi pa o tem kaj spregovorili. Kaj mislite, Eli? Naša knjižnica je zelo velika knjižnica, ima ogromno knjig, ne znam točno številk, mogoče. Nisem dobra pri številke. Vem le, da na začetku, ko je bila gimnazija ustanovljena, bila res majhna, a skozi leta se veča in veča in to je res nek naš škofijski zaklad. Ja, poka pošilih že. Lahko rekli, kot srce gimnazije, ne? Ker šele takrat, ko prideš v knjižnico, vidiš ta utrip, ko dijaki prihajajo in je res zanimivo, no? Pa še čitalnica ima, ne? Ja, se moram priznati, da se vsi zelo veselimo, da bomo čim prej spet v knjižnici in tudi imeli ta literarna srečanja. Kaj pa vidve, a ste bili na kakšnem od teh literarnih popoldnevov, literarnih srečanj z avtorji? Mislim, da skoraj sigurno, na kakšnem recitalu. Recitali so tudi dobri primeri projektnih nalog, ki jih imamo na škofijski. Poleg tega tudi razni dijaki izdajo svoje pesniške zbirke kot projektna naloga. Kaj pa je projektna naloga? Projektna naloga, to se zgodi v 2. letniku, samostojna projektna naloga. In takrat se vsak posameznik odloči, da bo naredil nek zanimiv projekt, ki njega zanima, njegovo področje na nek način.
In veliko dijakov piše, zato se tudi pogosto odločijo, da izdajo svojo pesniško zbirko. Mislim, da jih kar nekaj tudi imam tukaj takih projektnih nalog, kar si jih pogledamo skupaj. Naprimer, tukaj imam en mladinski roman, potem, tukaj je pesniška zbirka dijakinje, ki je lani jo izdala, prav tako tudi ta pesniška zbirka, to sta še obe vajevki. Potem imamo tukaj zbirko kratke proze, pa še en mladinski roman. Skratka, vidite, da je vsako leto tega nekaj. Ja, mislim, da slovenščina na tej gimnaziji ni nek navaden predmet, da doda nek poetičen pridih celotni stavbi in tudi to je neka rdeča nit, ki nas vse povezuje. Ja, jaz se s tem popolnoma strinjam. Namreč pri pouku slovenščine se srečamo skupaj mladi in nekoliko manj mladi bralci, ki smo oboji razmišljali o literarnem delu, ki spodbudimo svoje misli, da jih izražamo, da znamo povedati to, kar se nam poraja pri branju literature, ker literatura nam omogoča neskončno več. Literatura nam omogoča življenje pravzaprav zunaj sveta, v katerem smo mi fizično in realno prisotni, omogoča nam spoznanja in potovanja drugod in vedenja o tem, kar se lahko in kar se je že zgodilo. In pa del tega smo tudi mi, ko urimo ta svoj intelekt. Se strinjate, ne? Ja, se človek hitro znajde v tem svetu, da v bistvu slovenščino tretira mogoče kot šolski predmet, ampak v bistvu je mnogo več, kot ste že povedali, da lahko človek najde tukaj noter nekaj zase in ne vem, napolni svojo dušo, ne, še posebej, če imaš to tudi rajiš, mislim. Ja, tudi drugim napolniš tem dušo, pogosto lahko. Pa tudi se mi zdi, da vloga umetnosti ni, da opisujemo neke stvari, ampak da naredimo neke stvari vidne, vidne očem ljudem. Tako da to je tisto, kar je tukaj pomembno. Da si ti pripravljen narediti to dejanje, stopiti iz sebe, odpreti svoj predal, kot smo že rekli, in dati to v javnost. Kajti meni se zdi neverjetno, kako se lahko bogatimo in koliko vsega tega je že bilo. Bodi si znotraj pouka slovenščine ali pa bodi si znotraj takih literarnih srečanj, ko se ti bodi si virtualno, bodi si dejansko srečaš z umetniki, z umetniško besedo, in dovoliš, da te ta bogati. To je čudovito. To so novi svetovi, ki se ti odpirajo. Ja, to da dobiš širši spekter in drugačen pogled na stvari, seveda. Tako, to držim, to se popolnoma strinjam in moram povedati, da je to res temeljno. In zelo pomembno se mi zdi tudi to, da se dijaki odzivajo tudi na izzive od zunaj in da pošiljajo svoje prispevke na številne literarne natečaje, na katerih so mnogi zelo uspešni in posegajo celo po najvišjih nagradah. Tudi znotraj šole mislim, da imamo razne natečaje za naprimer kratke zgodbe in tako dalje. Pa tudi vsako leto se organizira dramski festival. Nekaj pove, kaj je v tem dramskem festivalu. Ja, to je res zabavna stvar. Vsak razred naredi znotraj razreda neko svojo dramsko skupino, ki ustvari svojo lastno igro in se potem predstavi na tem festivalu oziroma tekmovanju. Mislim, da je Klara res dobra na tem področju, pa naj še ona kaj pove. Dej pove, a to si ti dve predstavi, ki ste jih vaš razred naredili? Ja, jaz sem imela prstomis. Ja, je pa seveda, mislim, jaz sama zelo rada ustvarjam na tem področju in sem tudi vesela, da so v našem razredu tako vsi zainteresirani in da se res bere skupinca in potem mislim, da kdaj poteka ponovadi festival novembra. Tako da imamo čas ponovadi v septembra, sicer neko leto smo se že avgusta začeli dogovarjati in smo, se pravi, res, je to kar velik projekt sicer, ampak
če se človek to zavzame, lahko nastanejo res lepa dela in tudi zanimiva. Pa tudi profesori ste na tem področju dejavni. Ja, z velikim veseljem smo tudi profesorji pripravili tisto gledališko predstavo in se neizmerno zabavali, ko smo vadili in se potem pokazali na odru. No, in ta dramski festival se mi zdi, da nas tudi spodbudi k temu, da se preizkusimo na raznih področjih, kot je igralstvo, režiserstvo, pisanje scenarijev, kar mnogim tudi omogoči, da so lažje sprejeti na kakšen AGRFT ali pa kaj takšnega. Povem kaj konkretnega. Naša dijakinja, ki je zmagala na dramskem festivalu Iza Streha, je dobila tudi nagrado kot najbolj perspektivna slovenska gledališka režiserka in kot posledica gledamo njene predstave v mestnem gledališču. Tako da to popolnoma drži. Da ne govorimo o igralcih Maja Martina Madljak in mnogih dramaturgih, kot je Eva Mahkovic, Andraž Golc in tako da vidite, da bo držalo. Eva Kraševec tudi drži. Vse to drži. Res, vse, ki vas zanima kakršnakoli umetnost, se mi zdi, da na Škofijski klasični gimnaziji vam je to ponujeno in imate toliko možnosti na vseh področjih, da se izpilite. Ja, vsak najde nekaj zase, ne? Ja. Pa tudi Eli, ti si v bistvu aktivna umetnica, ne? Si že kdaj sama prispevala v domači vaj kakšen izdelek? Ja, sem tudi sem že v domačih vajah kakšno pesmico. A priznam, celo v češčini. No ja, na šoli tudi nekaj ljudi ustvarja v kakšnem drugem jeziku, ne le v slovenščini. Mogoče se bolj najdejo v njem ali pa je zanimivo se učiti nek tuji jezik in potem v njem ustvariti. Ja, to je drži. Torej, pri nas poleg slovenščine tudi izražamo veliko spoštovanja do tujih jezikov in to boste prisluhnili tudi v naslednjem sklopu poezije. Panika. Konec sveta. Trenutek ujet izven dimenzije časa. Sva le ti in jaz. Zajamem dih, urejam misli. Misel. V resnici urejam eno misel.
zdaj ali nikoli, dobesedno. Pogled oklevajoče iskal se v ozadju približam tvojim očem. Gledam vanje, a jih ne vidim, kot tudi ne vidim katastrofe, ki naju grabi in vleče v samo središče kolapsa. Vidim globje, v 23. dimenzijo, na kateri trenutek visi s poslednjo nitko. Že včeraj je bilo prepozno in dan pred tem. Prepozno od trenutka, ko so se besede prvič namenile k tebi, a jih je sklatil strah. Zdaj je ves svet v strahu, tako je prepojen z njim, da ga več ne čutim. Zadnja možnost, zadnja, preden je vse zaman. Kot bi razumel, zreš skozi sinji okni na polja moje duše in solzo zaliješ najranljivejše poganke. Vidiš onkraj mojega obzorja, saj sem ti vse razkrila. Vse, razen tega. Čakaš, a me ne siliš s pričakovanji. Pustiš mi, da si vzamem čas, ki ga ni. Šele v njegovi brezmejnosti začenjam razumeti. Premogočna skrivnost je, da bi je bile besede vredne kljub veličastnosti njihovih kril. Njihove sence že visijo nad trenutkom, ko jih nenadoma odplavi. Kot v zrcalu je solza vse, s čimer ti odgovorim, preden se po davno padlih prvih 4, tudi 23. dimenzija sesuje sama vase. Nad jezero se tiho spušča mrak. Valovi rahli zivajo samice. Kot zemlja plima viša se v zrak, se listi vrb nagibljajo v mokrice. Po skamenčki nasuti potki hodi vsak, umetnik pa zazre se gor v ptice. Lahko zaslišiš vsak njegov korak, mu pomlad še ni prinesla lepotice. Umetnik, zdaj preveč razmišljaš o skrbeh. Narava bistra širi njega mogočnih misli širi mu obzorje. Nekoč umetnik zarobil v morje, imel v sebi radost in pogum, da objel bo lepotico s solzami v očeh. Jesenske slikarije dajejo občutek rjavenja. Odtenki na listu papirja se neizbežno bližajo točki, kjer barve ne bodo več mogli spremeniti, ampak bo ostala le še rjava. Rjaveče rjava, dokler tudi ta list papirja ne bo padel na tla in se združil celoto, kup listja. Potem boš pritekel ti in ga vrgel v zrak. Svoboda. Iz vdiha vdih, iz izdiha izdih, neutrudni pisar čez minljivi vsak dan potrpežljivo vleče črte nevidnega črnila. Ljudje so kot marionete, pripeti na njegove niti. Ne morejo jih pretrgati, čeprav se jim upirajo z lepotnimi kremami, operacijami in meditacijami. Še zdaleč niso svobodni, se jim posmehuje, a jim pusti, da živijo v utopiji, dokler jih njihova svoboda ne bo pokopala. Vem, da se zgodba ne odvija v pravo smer, toda ena izmed niti je tudi moja nit. Del zgodbe sem zgolj lik, junaki ne rešujejo življenj, pisateljih ali pač ne. Do takrat pa želim ne uživati, ampak začutiti, polno si začutiti, do bolečine ali norosti, vsako packo, vsak klicaj, vsako besedo prelito na papir. Začutiti edino svobodo, ki mi je dana. Torej, moram pa povedati, da pri domačih vajah nismo samo ustvarjalci in umetniki, ampak tudi rokodelci, kajti domače vaje morajo vse ko prej priti do konca. A jo zanima, kako sploh pride? Ja, to mora biti kar zahteven postopek, ne, da prvo zberete vsa dela, pa še natis in vse. To ni kar tako, ja. Kako to poteka? Torej, to poteka tako, ne, tam enkrat v drugi polovici šolskega leta določimo urednika pri domačih vajah in urednika določimo tehničnega urednika, se pravi oblikovalca,
In potem se začnejo že kar take konkretne debate o tem, katere ilustracije bomo izbrali, katere fotografije, kdo bo kaj prispeval, v katerem programu bo oblikovalec to oblikoval. Potem se prijavi nekdo, ki bo oblikoval naslovnico. Običajno so to. Če se ne motim, je to naslovnico izdelala Meta Cunder, ki je tudi doštudirala v Londonu, dizajn čevljev. Tako je, in tudi bila zelo uspešna in je uspešna. Izjemno uspešna. Izjemno uspešna, tako je. Res je. In to si zdaj odgovorila še na nekaj, da se pilijo pri domačih vajah tudi bodoči likovni oziroma grafični ustvarjalci in številni so, naprimer, te domače vaje je oblikovala dijakinja, ki je trenutno na študiju grafičnega oblikovanja in še marsikatere druge. No, potem, ko so vaje oblikovane, seveda ponovno pregledamo, naredimo korekture in gredo končno v tisk. Maja pa pride literarni zbornik v javnost in tukaj prav na tem prostoru naredimo otvoritev likovne šole in hkrati domačih vaj. Imamo tudi kakšne priznane goste, pridejo na to odprtje in domače vaje so potem dosegljive. Ker sem rekla priznani gostje, lani je pri odprtju domačih vaj in likovne šole bila tudi priznana pevka Elda Viler, ker smo v domačih vajah poleg Draga Jančarja naredili intervju tudi z njo. In je bila zelo počaščena. Kako pa lahko vsak posameznik pride do teh vaj, se jih da kje kupiti? Ja, seveda. Potem jih imamo pa na šoli in se jih da kupiti. Ja, odločili smo se, da naredimo prispevek 2 evra za domače vaje, zato da niso zastonjske, ker če ti kakšen prispevek finančni daš, potem imaš drugačen občutek do tistega literarnega dela vrednosti, ja, tako. Ampak gre pa ta denar za pomoč v sklad dijakom, ki si težje plačajo šolnino oziroma nadstandard. Tako da to je... To je na dobro delo, ne? To je tudi dobro delo, tako, ja, res je. Moram pa povedati, lastna hvala sicer, ne, ampak domače vaje so že nekaj let zaporedoma pri JSKD-ju nagrajene kot najlepše in najboljše srednješolsko literarno glasilo. Tako da tudi na to smo zelo ponosni. Če pa to ni dokaz, da je slovenščina naša KG res kvalitetna, potem pa ne vem, kaj je. Ja, zdaj pa tako, ne, še. Koraki mladih ustvarjalcev, kam naprej, kako naprej? Kaj početi naprej, ko končaš šolo ali pa ko imaš literarno delo? A to veste, kaj je tako? Ja, jaz se tudi včasih sama sprašujem, ker me to področje namreč zelo zanima, tako da ja, bi bila vesela, če bi malo razložila. A si ti predstavljaš, kako bi zdaj, recimo, da imaš pesniško zbirko, ki bi Ja, veste, kaj me zanima, kako sploh dijak lahko doseže neke založbe, poleg tega, če ni polnoleten in te stvari, kako to ves proces poteka? Ja, leta niso težava, ni treba biti polnoleten, da si drzneš in upaš ponuditi svojo literaturo, svoje ustvarjanje založbi. Težava nastopi, ko ta založba tvoje besedila dobijo. Zdaj, prva ovira je starost. Ne? Če je ta star 16 let, pa že ne more biti ne vem kako uveljavljen in ja, torej to je prva ovira. Ne? Ampak po drugi strani pa treba je imeti pogum in treba je iti naprej. Konkretno moja hčerka je, ki se je tudi urila in pilila v srednješolskem okolju in znotraj domačih vaj, je poskušala že kot dijakinja sodelovati na raznih resnih natečajih in ji je uspelo. Postala je 2 leti po koncu srednje šole, je postala Uršljanka leta, posledično pesniško zbirko objavila in tako naprej. Ne? Zdaj je že uveljavljena v slovenskem prostoru. Enako Anja Cimerman tudi, ne? Je tudi delala te korake in je njena pesniška zbirka kar bila opažena v slovenskem prostoru. Ja, pogum je treba imeti, ne? In pravo mero seveda samokritičnosti in potem
greš naprej in se truditi. Kajti pri literaturi je ravno tako kot pri preostalih dejavnostih. Brez truda ni nič. In tudi pri ustvarjanju se je treba truditi, poiskati pravo besedo, ne se zadovoljiti s prvo. Tako da je tudi to trdo delo, ustvarjanje literature. Piliti in piliti in piliti. Vse to delamo tudi po domačih vajah. Ravno to samo izpolnjevanje in to dijaki pridejo tudi do vas, po kakšen nasvet, kdaj? O ja, to pa tudi zdaj, ko smo bili doma, torej ko smo doma, dobim mnogokrat vprašanje, kako, bodisi po eni strani znotraj projektnih nalog, bodisi pa tudi, kako bi si kdo sam izboljšal recimo slog, kaj je narobe z njegovim slogom in tako naprej. No, najpogosteje je dilema pri poeziji, ali se odločiti za vers in rimo ali ne. Ker v osnovni šoli so učenci ustvarjajo predvsem rimano poezijo. In potem pride tudi dostikrat pri domačih vajah, ili imamo te debate, ali je dobra poezija, rimana poezija, ritmizirana ali ne. In pridemo potem ponavadi do zaključka, da če te ritem in rima omejujeta v smislu, da zaradi rime uporabiš kakšno besedo, ki je sicer ne bi in tja niti ne paše, potem je rima in ritem mogoče malo slabša. Po drugi strani pa tudi visoka poezija, lepa poezija je klasična poezija, se pravi pristaja na nekaj, kar je klasičnega in večno lepega, tisto, kar ostane. Drugo so pa trendovski izrazi, šalamonovski. Ravno to klasično, to mislim, pri pouku latinščine in grščine še posebej poglabljamo seveda in kujemo znanje o nasploh v kulturi, tako kot tudi v literaturi, Drži. Torej na šoli, mislim, se naučimo samo različnih jezikov, ampak najdemo jezike tudi med nami, med ljudmi. Ili ti, na primer, ti nisi iz Ljubljane? Ja, torej imamo različna narečja. Na Škofijski klasični gimnaziji pogosto slišiš koga iz Štajerske ali pa primorščina, ta je tudi zanimiva. No, jaz sem pa iz Brežic, to je pa vzhodna Slovenija, oziroma Cerkelj ob Krki. In meni je to res zanimivo biti v dijaškem domu in slišati vse te različne načine pogovarjanja. Ja, čakaj, kako pa to, da si napisala pesem v češčini? Ja, zato ker moja mama je iz Češke republike in imamo še mnogo takšnih dijakov, ki imajo starše iz kakšne druge države. Veliko je Rusov, pa tudi najna sošolka. Mađarka, Ja, zanimivo, ne? Jaz se spomnim, enkrat smo naredili proslavo ob koncu šolskega leta, tako, da se je vsako narečje slovensko predstavilo in smo bili prijetno presenečeni, da smo imeli čisto z vsake narečne skupine dijaka. Se pravi, res je pri nas, so dijaki iz cele Slovenije, pa tudi zamejstva celo, Je zanimivo, ko se kdaj med sabo pogovarjamo, koliko krajev po Sloveniji sploh še človek ne pozna, ko sliši, iz kje so ljudje, Tako, ja. No, in tle se pa vsi zbiramo, Ja, tukaj pa to raznoliko in kreativno vzdušje potem nastane. Super. Posledica tega. Hvala, dekleti, fino smo zabili. Tako malo smo, ne vem, mogoče smo še kaj pozabili. Mogoče tista knjiga, kaj pa je tisto? To je pa, mislim, da je to literarna zbirka, če se ne motim. Pesniška, ki je bila izdana po 25 letih delovanja ŠKG. In tukaj so zbrana najboljša literarna dela naših dijakov, ki so nastajala v tistem času prvih 25 let. Tako, drži. Zdaj pa nas čaka novih 25, a ne? Ja, fino. Priključite se nam. Tako.